Mi pa nadaljujemo tukaj v našem studiu. Že veste, kaj boste danes kuhali. Če še razmišljate, ja, imamo za vas en namig. Znova je z nami Saša Dolenc, ki z nami kuha zadnjič letos. Ampak bomo pa obujali spomine, kako dobro leto je bilo. Dobro jutro, seveda najprej. Kako si? Dobro? Ja, v redu. Decembersko razpoložen? Ja, je kar pester december, ja. Se to tudi pozna v kuhinji? Ja, predvsem zaradi tega, ker se res pride, to je mesec, ko si res planiramo naprej. Zaradi tega, da vem, za 2-3 dni naprej, da ima skuhano, da priješ domov, preden greš naprej žurat, ne? Da nekaj poješ. Ja, treba nekaj pojesti, ja. Tako naporno imaš? Ja. Ampak vseeno slediš ti svoji filozofiji, tudi v domači kuhinji 15-20 minut, največ preživiš za štedilnikom, če pripravljaš kosilo? Do 30 bodno, realno. Do 30? Ja, do 30, da se tudi znese. Dobro, v redu. Danes bova pripravljala kar nekaj jedi. Kaj vse imaš v načrtu? Danes bova delala 3 jedi. Sem rekel, da bom kar iz plenerja, v bistvu moje knjigice, naredil kar 3 jedi. Tako da bomo delali njoke na italijanski način. Nekako tako sem jih pomenoval, ko malo spominjajo na italijanske kombinacije pa začimbe. Potem bomo delali čičiriki in kari. In pa na koncu eno tako solato, kaj komod za kosilo, za večerjo, pač solata, no. Pa za zraven, za predlogo, ja. Brez olja, brez kisa, ampak bo solata še. Na kateri strani je tale italijanska jed? Saj ne si mi, ne. Kako? Saj ne si mi, ne. Kako pa naj zdaj našim gledalcem povemo, kje lahko to najdejo? Veste kako? Takole bomo naredili tale plener, če dovoliš, Sašo, bomo podarili nekomu izmed vas, tako da, če bi ga želeli imeti, vabljeni seveda v našo družbo, pokličite nas na telefonsko številko 01 473 0701 in povejte, kaj boste recimo danes pripravljali ali pa kaj najpogosteje pripravite za kosilo in ja, tale lep zveščič je lahko vaš. To je zdaj nova izvedba, ne? Oziroma že ponatis. Ne, v bistvu ponatis je. No, ta je tvoja, nekaj vidim, da je kar precej označen. Ne, ta je moja, ja. Mislim, da 94 stran. Imam plonk cegelc tam. Takole, 94, da vidimo. Ja, ponatis v bistvu zdaj le sploh. Za decembra je ta ena taka luštna zadeva, ker je dejansko noter so in recepti in načini to. O, pa res, zapečeni njoki po italijansko. A se mi do tega kar lotiva? Lahko. Kaj potrebujeva? Tukaj noter uporabljamo ali čevapčič ali pa pleskavice. Včasih nam ostane kaj od piknikov v kakšni skrinji in je idealno za ponuditi te stvari, ker itak že začinjeno, pa vse pripravljeno, sam krohce naredimo, popečemo, skuhamo njoke, naredimo eno omakco, sirček čez, damo v pečico. Super. Pa se je že naredilo, ne? Ja. Lahko gre že pol na drugo jed v bistvu, tako da me za naslednje. Ne, daj povej, zdaj pa res šalo na stran, deva se loti dela, da bomo tudi mi to do konca lahko pripravili in da seveda tudi naši gledalci morda dobijo kakšno idejo. In nekdo se nama je že pridružil. Dobro jutro. Kdo je v naši družbi? Mislim, da je nekaj se je zgodilo na telefonski liniji. Torej še vedno vabljeni, da nas pokličete na 0473 0701, če si želite tale planer in tako bo tudi vaše planiranje kosil bistveno lažje. Sašo? Rabiš kakšno pomoč? Kaj naredimo tele majhne krogce? Tele krogce naredimo. Lahko mi pa ti čas lupaš sladek krompir za naslednjo jed, veš? Sladek krompir? Ja. V redu, jaz se lotim tega lupljenja, še enkrat pa v bistvu preverimo. Dobro jutro, je gospa Vlasta zdaj z nami? Ja, jaz se slišim. Dobro jutro, pozdravljeni. Dobro jutro. Kako ste? Ja, v luft sem skočila, ker sem zavrtela to številko, ker zmeri zambim, pa sem rekel, da pa moram. Čeprav, meni se pa golaž že kuhano, čebula, pa to sem že vse. Danes golaž, pa kruhovi smoki, pa solata zdelnata. Aha, Saša ima eno vprašanje za vas, glede golaža predvideva me, ne? Glede kuhanja. Enkrat smo ga že delali tukaj, tako da me zanima, a delate na dolgo verzijo ali moja je kaj 10-minutna verzija oziroma 10 minut dela pa šlo grilo? Na dolgo. Ta dolgo, klasika. Na dolgo, ono klasika po starih mamah po. Super. Želimo vam seveda krasno kosilo.
pa tudi v bistvu čestitke za ta planer, ki ste ga dobili, tako da boste odslej lahko gre tudi pobrskali po tem zveščiču in morda našli kakšno kosilo oziroma kakšen recept, ki ga boste pripravili v 30 minutah. Tako da čestitke. Ja, to pa super, ja. Sploh za polet. Tako. Najlepša hvala, enako vam. Čestitke. Hvala lepa, pa srečno. Ja, hvala lepa. Naslednje. Evo, takole. Tole pa se lotiva tega lupljenja. Ja, tale krompir, torej sladek krompir bova danes uporabila. Lažje se skuha sam po sebi, hitreje se skuha sam po sebi, ima že tako pa tako ne rabi nobenih začimb, tako da v bistvu je zelo bogat. Glikemični indeks ima boljši kot navaden krompir. Je pa dejstvo, da nič okus ne spominja na kaj dosti na krompir, tako da tisti, ki pričakujejo, da bo dejansko imel kaj okus po krompirju, so ponovadi malo razočarani. Ampak je pa zdrav. Je pa zdrav, pa tudi hitreje, ne, se pripravi tudi v pečici, tako da... Ja, lahko se ga v pečici, lahko dejansko je ta najhitrejše kosilo, kar jih jaz poznam, ampak uporabljam pač mikrovalovko takrat, kadar res nimam časa. 7 minut samo našpikaš, zato da lahko para ven gre, pa 7 minut v pečico, pa ga pa razpolovim, dam gor kakšen grški jogurt, koruza, tunino, karkoli in v bistvu je kosilo tako v 10 minutah, medtem, ko ti kavico v miru piješ. Super, super, evo. Tole sem uredila, tukaj le ti dam. Veš kaj, daj mi povej, glede na to, da se zdaj leto izteka, pa če narediva en pregled, koliko jedi si v letu 2024 pripravil? Imaš kakšen zvezek ali pa beležko recimo doma? Si zapisuješ? Imam en zvezek, ampak dejansko nisem nikoli v bistvu meril. Ampak tako, čez uč, kaj bi rekel? Po moje, ja... Po moje sam novih 365, ne več, 700 novih, sigurno. Pa itak klasike, ki jih uporabljam, ker tudi jaz takrat, kadar mi je voda v goru teče, ne gledam, ne improviziram, vzamem najbolj pogosto res plenar in delam po njemu. In to je to? Veliko, absolutno veliko, ker me pač zanima, ker iščem nove načine, nove finte, nove trike, nove kombinacije, da se veliko igram, ja. Ampak med vsemi temi novimi recepti, ki si jih preizkusil, preko 700 si rekel, te kateri še posebej navdušil, katerega si največkrat pripravil, če si se najpogosteje lotil? Lahko povem v bistvu kombinacija, ki me je bolj šokirala letošnjega leta. Bom naslednjič prinesel s sabo, da to probalam. Je grozdje pa zenf. Grozdje pa zenf? Grozdje pa zenf paša noro skupaj. Kako? Noro. V praksi, ker ko daš na jezik, sprav samo vzem gor na grozdje stisnem in ko dam na jezik, najprej zaznaš pekočost, pa gorčico, pa pregrizneš in ti špricne po ustih ta sladkoba, ki najprej umili pekoče, potem se pa to lepo poveže. Tako da, ja, kakšen sirček, oreh, malo zenfa, grozdje zraven, ta kombinacija mi je ko sem še danes šokiran, ko je probal. Veš, kaj je že zanimivo, je to, kako si ti to vse povedal, kakšen je občutek v ustih, je zelo interesanten, tako da leta 2025 se potem res z Igorjem priporočava, da to poskusimo tudi v našem studiu. Ampak, bova še kuhala, se še bova družila, tole prvo jed bova takrat že končala, pa se lotiva še drugih, ne? Tako. Tako časi namreč, da mi kaj se dogaja v našem kuhinjskem kotičku. Ker ima malo pod kontrolo našega Sašota, veš? Ja, Sašo, jaz sem prepričana, da si se ti zdaj že resno lotil vseh 3 jedi. Kako ti gre? Kako daleč si? Ne bom vprašala sva, ker si vendarle zdaj večino stvari sam naredil. Prva jed je že mesna priprava. Se pravi, naredil sem še omako s paradižnikom, pa malo česnečka, pa malo začimbic zraven. Zdaj pa kar njoke sem tudi že skuhal. Njoke si že skuhal tudi, tako, dobro, v redu. Zlimali, takole. Super. Zdaj pa to samo pomešamo, dodamo zraven še čevap, oziroma pač pleskavice, karkoli. Ja, te kroglice, to bi se danes pripravljava njoke po italijansko, ne? Rečemo temu. Rečemo. Tako si ti to poimenoval, ne? Minuli kakšni iz Italije poklicali, pa rekli, kaj to delaš? Lej, ne vem, a misliš, da razumejo slovensko? Upam, da ne. Potem smo na varni strani, bomo tiho govorili od zdaj naprej. V redu, ampak to še ni vse, ne? To še ni vse. To gre zdaj v pekač. Seveda, nekaj manjka, ne? Kaj bo Kaj pa čez dala, je tako, bravo. Ja, seveda. To bo pa zdaj obilno sneženje. Ja, more.
Ja, pri siru pa vendarle ne bomo pretiravali. Lahko pretiravamo, ne? Lahko, decembra se lahko. Decembra se lahko pretirava. Januarja pa bomo potem gledali, ne? In šteli tiste grame, ki jih je treba zgubiti. Ampak je vredno, no. Je vredno, ja. Saj, če doma pripravljamo, kar ti tudi lepo zagovarjaš, ne, potem smo na varni strani, da ne pojemo preveč, pa da vendarle pač vemo, kaj se znajde na našem krožniku. Tako je. In tole gre zdaj? To zdaj gre v pečico, tako. A ti jaz pomagam? V redu je, ker je to toplo. Dobro, za koliko časa? 20 minut. 20 minut? Koliko? 180 stopinj? 190, ja. 190. Drugače imam jaz vedno takole plonk cegelce zraven, veš. Pa veš, kaj mi je zanimivo, da nič ni popackano, ne, z kakšno hrano. Zelo lepi beli listi so. Vidi se, da je veliko uporabljeno, a ne to, ampak vendarle. Veš, moja bi pa drugače reče vedno prav, da popuckam okolje, tako da ji bom povedal, da si... In potem ona čisti, ali kako? Ja, to ima pa zmenjeno. Ona ima pa čiščenje čez, jaz imam pa kuhanje, ker enkrat sem naredil napako in sem slabo spucal in je rekla, da bom jaz spucala. Tako da to se splača. Moški, če morate pucati, slabo spucite, ker ženska vas bo definitivno popravila. Ja. Razumem, ja. Razumem. Ampak dejva zdaj, druga jed je na vrsti. Druga jed. To pa bo čičerik in kari. Čičerik in kari, ja. Najprej bo česen popražila. Jaz vedno česen dam, se pravi, hlad na polnu, pa olje noter dam, pa česen dam, pa šele pržgem. Tako mi nikoli ga ne rata zažgati. Ker čim ga zažgeš, zagreni celo jed. To je res. Tako da vedno tako naredim. Tako. Tole bo kakšno minutko počakala. Dobro. Jaz vinčem kakšno kuhalnico. Ima. V redu. Veš kaj, zdaj v bistvu vmes, ko midva tole pripravljava. Dajva še midva malo povedati, zdaj danes si zelo miren, sproščen, ampak nekaj tednov nazaj pa ni bilo tako, ne? Kaj ti zgodilo se ti je nekaj hudega. Instagram profil so ti, kako naj temu rečem? So ti ga zbrisali? So mi ga zbrisali, ja. So ti ga zbrisali? Tako, pritisnil sem na napačen gumb, pa vedno merkam, ampak zgolj slučajno sem dobil tak mail, ki sem ga pričakoval in sem pritisnil in so mi ga prevzeli in zahtevali denar. Tako da ja, 10.000 sledilcev na Instagramu je čez noč odšlo, tako da jaz upam, da me malo nazaj najdejo. Ja, po naši oddaji boš zagotovo dobil kar veliko lajkov, pa tudi sporočil. Ampak veš kaj, glede na to, da se je zgubilo veliko vsebine, ne, z tvojega Instagram profila, fotografij in tako videoposnetkov in tako dalje, je pa nekaj vseeno ostalo in zaokrožilo po spletu ena prav posebna fotografija. Sašo Lendero. Kaj pa to? Ja. Sašo se pač tako poznal oziroma na nekem projektu skupaj delava. Seveda sem mogel izkoristiti priliko pa pač se slikati in je pač objavila na svojem profilu in ja, so trači malo zagrabali, ampak so sam trači. Aha, in kaj je žena doma potem komentirala? Nič ni komentirala, ker mi je Saša poslala link in rekla, da je svoje upozoril, da nekaj narobe prebrala, tako da sem mi sam forwardiral, pa je v redu. Pa misliš, zakaj v bistvu je bila ta fotografija tako zelo pomembna in tako hitro je padla v oči medijem? Zaradi tebe, seveda, ne? Ne, zaradi Saše. Kaj, če je zaradi mene. Saša, čim se nekje pojavi z enom moškom, pa še dajo. To, kar sem bil jaz na tapeti. Ampak, glede na to, da je bilo to par dni po tistem, ko so mi Instagram pospravili, mi je zelo prav prišel, da so naprej. Veš kaj, tale česen, mislim, da bo zagrenil. Mislim, da bo preveč klepetava. Veš kaj, deva midva v bistvu narediti eno kratko pauzo, pa bova potem končala tole drugo jed in še tretjo imava, no? Še tretja, ja. Daj sam povej, mogoče zelo na hitro za čičerik in kari, kaj potrebujemo? Za čičerik in kari potrebujemo sladek krompir, papriko, kari, potem malo česna smo popražali, pol pa kokosovo mleko, zamešaš, pokriješ in to je to. To je to. Tako enostavno je. Tako da, vlejte, če nimate še ideje, kaj boste danes kuhali, to je super fantastična jed, ki jo lahko zelo hitro pripravite. Poglejva zdaj, kako napredujejo jedi, ki jih pripravlja naš Sašo. Sašo, kako daleč smo? Moja smo na koncu. Tudi čičerika je noter v čičerikinem kariju. Tudi čičeriko smo dodali. Čist na koncu, ne? Čist na koncu. To je v bistvu skrit element v čičerikinem kariju čičerika, veš. Za tiste, ki zelo dobro poslušajo, a ne? Ok, super, tole je to torej. To je to. Wow. Igor, če boš lahko kar stečice vzel. Aha, že kar ven vzamo. Ja, tale čičerikin kari malo zmečkamo. Da je nekako eno polovico, da malo zgostimo s tem. Aha, super. Bomo se še malo petršilčka gor dal.
Je zdrav, pač, ker je sladek krompir, ker je noter čičerika, ima beljakovine in vse ostalo. Super, krasno. In seveda zdaj še nekaj zelenega vidim, ne, da imamo že pripravljeno. Še solato imamo, ja. Ja, ampak solato iz ostankov si rekel, da boš pripravil. Brez olja, brez kisa, Ja? ampak v bistvu to imam jaz, ponovadi imam v hladilniku, imam tako posodico, kamor zlagamo vse, kar nam je ostalo, ne, in potem zmešam, kar mi je ostalo, dodam grški jogurt, česen, limono, peteršilje veliko, pa ne, kle imamo špinačo, kle imamo kumare, kle imamo papriko, kle imamo češnje, paradižnike, olive, por. Tako da, Lepo, lepo. vse to. Miks vsega zdravja na Ja. v skledi. Ja, In še malo peteršilja, seveda, ne si rekel. ja da peteršilj bomo bomo še dodali. tudi klele gor dal. Če ne In drugega vse za 3 jedi si pripravil praktično v 1 urci, ne? 1 ura, ja. Ja? 1 ura. s klepetanjem vred. S klepetanjem, ja, to pustimo, a ne? Pustimo na strani. Danes so res veliko klepetala, še dobro, da si skuhal. Ja. Sašo, bravo. Ne? Mi gre govorjenje, pa kuhanje mi gre in to celo istočasno. Tako da. Dobre, si naredil genetsko spremembo v svojem materialu za naprej, da se bomo tudi moški mogoče malo spremenili. Da bomo lahko delali 2 stvari hkrati. Sploh ne bom komentiral, da ne vprešla. Pa ne, super ste. Tako, evo, tole je zdaj pripravljeno. Čeprav nekaj si obljubljal še, da nam pokaže še en trik, ne? Aha, evo, sem tole priložil tukaj gor. Takole. Čeprav jabolko je pa izginilo. Jaz sem ga pospravil dol. Aha, za vsak slučaj. Ja, le. Veš, v naši kuhinji hitro kaj izgine. Zadnjič nama je z Juretom so nama malencane zginile. Ja. Kle od spodaj sem jo videl eno. Aha. Ne, hecam se. Pa ne malencano, jaz sem jabolko. Zdaj pa ne bi bili več v redu, Ne, veš. mislim, da ne, ja. Tisto pa smo kuhali kakšen mesec ali pa Ja, več nazaj. ja. Aha, zdaj pa imamo še, pozor, poseben trik, ki ga bo danes prikazal naš čarodej Sašo. V tem obdobju, ko veliko kakšne pite pečemo in vse ostalo, ne, je treba pač veliko jabolka lupiti. Eni ga lupijo, eni ga ne lupijo, jaz ga pač lupam zato, da ni na jezičku. Jaz to naredim takole. Se pravi, samo prepolovim jabolko, potem vzamem manj peško. Večjega noža nimaš? Imam. A imaš? Ja, Ampak itak. sam vprašam. Ja, itak. In samo naribaš. Wow. Aha. Pazi, blazinice. Nimam več, a veš. Malo začimbice zraven. Prstnega vtisa niti več ne more A veš, dati. sem pa zdaj malo gledal na socialnih omrežjih, veš kaj je hit? Vsi dajo jabolko na bor mašino, Ja. na vrtalnik. Ja. In pol ga vklopijo in potem Ja, z nožem lupijo. si probal to? Ne. Ne. To je pa moška zadeva, Ja, res, seveda. čist. Mislim, da je ta Wow. fora, ta feza bravo, boljša. bravo. Ne, tole, ja, roko ti in pol dal. Ja, okej. Wow, Dobro. poglej to. Dobra fora. Dobra fora, ja. Bravo. Ja. Ej, pa kakšne sekunde se res privrčuje, Ja, kar je sekunda. pač pomembno v kuhinji. Pri lupljenju tako pa tako so ne več časa, tudi jim vzame ponovadi lupljenje. Ja, Pa ja. najbolj živcev tam gre. tako To da. še to. Zadnjič je padel rekord. Veš, vsako leto imajo tekmovanje v lupljenju jabolk in kdo Tako naredi dejanskega. daljši olupek? 6 metrov. Ja. Bravo. Ja. 6 metrov. Vaja dela mojstra. Ja. Ampak tudi Sašo ima rekord, a veš, 3 jedi je skuhal v manj kot 1 uri. To je hud rekord. Ja. In to zdaj, če narediš, ne vem, zase za 2 jedi naenkrat delaš, imaš za 6 dni v bistvu naprej skuhano. Hladilnik ali pa dvojno delaš, ker ti nič ne vzame kaj več časa. Igor, a mi ga tole Dajva poskusimo probat. potem? Mene njoki Ne? zanimajo, tebe? Oglasje, ti bi kar zdaj že. Ja, jaz sem zdaj njuk vzel. Da boš Hvala potem lepa. imel oglasje enkrat. Tako. Ne? In jaz bom pa potem tole. Dej, ajde, da vidimo, če rik in kari. Kakšne lepe barve. Wow, bravo, všeč mi je. Jaz ponavadi naredim piščančjega doma, ampak tole je dobra kombinacija, različica. Vegetarijansko oziroma veganska celo varianta. Ne? Tudi njoki po italijansko so Si? fantastični. Ma che bella. Ma che bella. Tako da- Salato bo pa Saša Salata popustil. bom pa za domov dopolnil. Hvala, Saša, super je bilo tako kot vedno. Lepo praznuj, vesele praznike, pa se vidimo ponovno. Zmenjeno. Hvala. Hvala za Hvala danes. vam.